Živijo. Evo, lepo nedeljsko popoldne, sončno vreme. Sicer so prišle neke ohladitve, tako da je komaj 11 stopinj Celzija. Jaz sem se odpravil na eno normalno vožnjo, na kateri vam bom povedal par stvari o čiščenju in vzdrževanju kolesa. Kakor vidim, te mejni prehodi z Italijo niso lih zaprti ali nadzorovani. Ampak vseeno imam en tak neprijeten občutek, tak grenk priokus. Vse sem se že vozil letos po Italiji, ampak vseeno se rajši držim Slovenije in si mislim svoje. Vsekakor se mi zdi ena stvar in to, da močnejši rekreativni kolesarji ne bi smeli biti nikakor omejeni. Sistem bi mogel biti urejen tako, da če te ustavi žandar, karabinier ali pa magari bobi, bi mu samo pokazal števc, povprečno hitrost ali pa letno statistiko in on bi rekel, ok, sorry, kar izvoli naprej. Ampak ok, dovolj pozitivnih misli, pejmo na bolj resne teme. Čiščenje kolesa. Jaz mislim, da je čiščenje, pranje in vzdrževanje kolesa popolnoma odvisno od njegovega lastnika in bi ga lahko primerjali z vzdrževanjem, čiščenjem in pranjem njegovega avta. Včasih ga zapeljemo v avtopralnico, tisti sladokusci, gurmani ga operejo na roke s pomočjo vedra in čistil. Včasih pa, če se nam kakšen ptič userje na havbo, je pa dovolj mokra krpa, da zbrišemo tisti manjši flek. Lahko zase povem, da pri vzdrževanju kolesa uporabljam vse 3 načine. Pri nas v Novi Gorici oziroma v Solkanu imamo trgovino in servis koles, ki ima tudi pralnico za kolesa. To je pač tak stroj pokončni, kamor postavi kolo, ga prešprica s čistili in zapre noter v tisto komoro. Tam pa potem ga pač operejo vodni curki. Pritisk vode je do 2,5 bara, kar naj bi bilo dovolj, da se kolo lepo očisti, hkrati pa ne poškoduje. Ta sistem ima tako svoje zagovornike kot svoje kritike. Med največjimi kritikami je ta, da se kolo pri takem avtomatskem pranju uničuje. Zagovorniki pravijo pa ravno nasprotno, da to koristi verigi in na splošno stanju kolesa, da je zaradi rednega pranja na njemu manj popravil. Jaz bi rekel tako, če ima zaradi 2 barov pritiska in pol priti voda v ležaj in ga poškodovati, potem to pomeni, da je bil ležaj že prej uničen in je potreben menjave. Tistega nekaj malega vode in praška ne sme poškodovati kolesa. Če pa že pride do kakšne okvare, pa to pomeni, da smo jo ravno pravi čas odkrili in odpravili. Sej podobno je pranje na roke. Če imate možnost kakšne vrtne cevi ali pa kje na dvorišču pri prijatelju, mogoče v službeni garaži. Jaz sem kolo zmeraj splaknil z vodo, govorimo o normalnem curku iz pipe. Tukaj bi se dejansko izogibal baromata, ker tistih 7-8 barov pa res lahko poškoduje kolo. Če ne drugega, lahko zlomi kako ročico, odtrga trak z belance, kakšen nosilček odlomi. Se pravi, splaknil sem ga z vodo, potem našprical s čistilom. Ponavadi sem uporabljal tisti razmaščevalec, ki je za pečice. In ko se je vsa maščoba v parih minutah odcedila z kolesa, sem ga še enkrat splaknil z vodo, posušil, namazal ketno in to je bilo to. Vam povem, da sem ga kdaj po zimi, ko smo imeli še staro kopalnico, nesel kar noter v banjo in ga stuširal kot cucka. Enostavno spet našprical z razmaščevalcem za pečice, odcedil, stuširal, posušil, namazal ketno. Rešeno, enostavno. 10 minut dela. Glede mazanja verige, jaz nimam kakšnega super uporabnega nasveta. Vem, da obstajajo letne in zimske masti, različna olja. Nimam niti pojma, kaj vse obstaja. Jaz uporabljam pač neko mast za ketne, ki jo kupiš v kolesarski trgovini in po potrebi namažem pač kar s tistim.
Bistvo se mi zdi, da zmanjšamo trenje med zobniki in verigo, da se ne uničuje material. Kar se tiče drugega vzdrževanja, podmazovanja ležajev, zajl, menjave traku na krmilu, to jaz kljub vsej svoji nabritosti in zvitosti nimam pojma. Enkrat ali pa dvakrat na leto peljem kolo na servis in rečem fantom, naj zamenjajo vse, kar je treba zamenjati. Ko pridejo do 100 evrov, pa naj se ustavijo in pokličejo, če je karkoli nujnega. Po navadi me pride servis med 25 in 70 evri, kar se mi zdi pri kolesu za 2000 evrov zanemrljivo, če moraš to plačati enkrat ali pa dvakrat na leto in da se potem varno in zanesljivo voziš. Ja, in potem, ko sem rekel, obstaja še tretji način, če gre na kolesu le za par manjših madežev. Včasih se zgodi, da zapelješ lih na koncu izleta čez kakšno blatno lužico in imaš malo posvinjan od zadaj sedež in okvir. Potem jaz kar doma na hodniku zmočim krpico s toplo vodo, ga lepo zbrišem. Če je kakšen oljnat madež, ga zbrišem s pomivalnim praškom, zbrišem suho krpo in je stvar opravljena. To bi recimo bilo podobno tistemu ptičjemu drekcu, če ga dobiš na avto. Ja. Ojoj, že v nedeljo tako živčen, kaj bo šele jutri. In eni potem takim primitivcem še skrivajo registrsko številko. Ma ne jaz. Doma v stanovanju se izogibam mazanju verige, da ne packam z oljem oziroma z mastjo po tleh. Drugač pa pri tem ne vidim kakšnih večjih ovir. Evo, tako kdaj uloviš kakšno skupinico kolesarjev. V skupini je vse lažje, malo za veterja, malo poklepetaš. To so kolesarji iz Tržiča, z avtom so prišli do Vipave, zdaj pa delajo 60-kilometrski krog. En kos poti sem jih tudi jaz malo pospremil in povlekel. Srečno vožnjo. Še dobro, da sem vse nasvete o čiščenju kolesa posnel pred temi dogodivščinami. Ker zdaj je pa že kar naenkrat konc kroga. Sem že v Novi Gorici, ampak pazi zdaj to, slikca iz Strave. Link bo pa v opisu videa spodaj. To bo približno 61 km v dobrih 2 urah in 15 minut. Če imate kaj za dodati glede čiščenja in vzdrževanja kolesa, kar korajžno napišite v komentarje. Sicer vam bi se pa zahvalil za pozornost in se vidimo prihodnjič.